En lep pozdrav v imenu občine Slovenske Konjice. Lepo, da ste se odzvali vabilo in se oglasili še na našem uradu. V tej priložnosti bi rad opravičil župana, ki je žal po nesrečni okoliščini ne more biti danes z nami. Na drugi strani sem pa se razveselil tega jaz, kajti ni mi vedno dano, da kot podžupan pozdravim cvet naših učencev. Zato me zelo veseli. Rad bi vam povedal, da smo ponosni. Ko sem videl, koliko vas je, skoraj nisem mogel verjeti, da ste tako pridni. Tako da, zdaj ste na neki 3/4 poti. Rad bi vam samo položil na srce, da sedaj se bo treba odločiti, oziroma ste se že verjetno eni odločili, da izberete neki poklic. Želim, da izberete takšnega, ki ga boste z veseljem opravljali, tudi če trenutno ni najbolj modern ali je tisti najbolj in, zavedate se, da boste to delali s pretežni del življenja. Ne dvomim, da se ne boste prav odločili. Rad bi vam povedal, da smo ponosni na vas in da tudi vi morate biti ponosni na to, ne glede kam vas bo pot zanesla. Naša želja je sicer, da se izšolate do konca in postanete steber naše družbe tu, da boste čez nekaj let vi vodili vse v našem okraju in ne dvomim, da bo to v slabih rokah. Če vas pa pot zanese kam drugam, vam pa polagam tudi na srce, da bodite ponosni, odkot prihajate, ponosni bodite na svoj kraj, na svojo domovino in to, kar ste, da ne boste uspeli, ne dvomim, če pa kdaj kako poleno prileti pod noge in se spotaknete, se treba pa pobrati in pokončno iti naprej. Hvala. Najlepša hvala gospodu podžupanu, gospodu Petru Korenu. Jaz mogoče par besed tudi v imenu občinske uprave. Hvala, najprej bi seveda lepo pozdravila vse prisotne, najprej naše mlade upe, gospod ravnateljico in gospe profesorici, pa seveda tudi gospoda podžupana, ki se nam je danes res pridružil in mislim, da vam je res dal eno tako lepo popotnico. Tako da jaz k temu bi mogoče samo to dodala, ker lahko govorimo iz lastnih izkušenj, par let več le imamo, krepkih kot vi, da je to res naložba v prihodnost, naložba v znanje. Mogoče vam zdaj tole ne sede tako dobro, ampak mi vsi smo bili enkrat mladi in mi vsi enkrat smo prehodili to pot in se zavedamo tega, kako smo bili takrat, bom rekla, mogoče včasih malce preveč brezskrbni, ampak saj v tem obdobju je to čisto jasno. Zavedamo pa se danes, kako je to pomembno in to je tisto, kar vam nihče ne more vzeti. Vse drugo lahko, telefon lahko pozabimo, lahko ga, bom rekla, karkoli znanje, ki ga pa imate, tega pa ne. In vi ste dokazali dejansko, da ste najboljši med najboljšimi in da se zavedate tega pomena. Jaz vam samo na vaši poti tudi v imenu občinske uprave želim res vse najboljše. Rekli ste mi, da zdaj je pred vami so še pomembni dogodki, matura in seveda, bom rekla, prehod v novo življenjsko obdobje, ampak ko se jih danes spominjamo, verjetno vsi mi nazaj, so to taki lepi trenutki. Eni imamo najlepše spomine na osnovno šolo, eni na srednjo, eni potem na študij, kakorkoli. Življenje je vaše, vi ste krojač svojega življenja, šola, bom rekla, lokalna skupnost in pa tudi vaša družina je pa tista, ki vas pri tem lahko podpira, spodbuja, vas nekoliko usmerja in vam ne nazadnje tudi pomaga, če boste to pomoč potrebovali. Tako da zdaj bi dala pa še besedo gospe ravnateljici, potem pa ste tudi vi na vrsti, da povete še kako vašo izkušnjo. Jaz bi se pa najprvo vas prav prijetno pozdravim. Zakaj prvo njih? Zaradi tega, ker je skoraj mesec, kar jih jaz nisem videla nekako, ker je to približno čas, ker so srednješolsko obdobje zaključili. Ta zadnji mesec je
njihova energija, znanje, glava, pa verjetno marsikateri drugi prosti čas usmerjen v maturo. Imajo še pravzaprav dober teden dni, da zaključijo z celotnimi vsemi izpiti, pač tako traja. In nekje do 11. julija in držimo pesti, ker takrat bodo pa znani rezultati. Tako da oni še na nek način so na počitnicah, niso na počitnicah, doživeli jih bojo pa verjetno tam sredi julija dalje. Mogoče je prav, da saj en taki prehod naredim, med tem, kar ste zdaj v uvodu slišali tudi dijaki, podžupan in pa direktorica, iskrena hvala, da ste nas sprejeli. Mi smo zelo ponosni, da vam lahko ob koncu 4-letnega šolanja na gimnaziji na nek način popestrimo in polepšamo dan, zaradi tega, ker mislim osebno, da gimnazijski program je zahteven, zahteva pravzaprav veliko dela človeka, veliko tudi odraslosti. Smo v okolju, ki si želimo, da je gimnazija vpeta, da so aktivni dijaki ne samo po uspehu v šoli, po ocenjah, da so aktivni, da se pokažejo na marsikaterih tekmovanjih tam, kjer njih to veseli. Tule, ko bo čas, namreč pogovor, jaz upam, da jim boste dovolili, da se vsak se malo predstavi, da vam pove svoje načrte, kam v prihodnje želi, kam se želi vpisati, kje mogoče vidi sam sebe. Mislim, da bo to iz njihovih ust najbolj pomembno, kot če vam jaz rečem, 6 gre na medicino, 3 grejo tja in tako dalje. Hočem, zakaj to povem? Ker se mi zdi, da jim je treba dati eno veliko čestitko, da poleg uspeha, poleg tekmovanj po svoji lastni izbiri, kjer so nadgrajevali znanja, so to dijaki pravzaprav, ki so sokreirali gimnazijski čas, vpetost v lokalno okolje, sodelovali pri skoraj vseh prireditvah, razrede pomagali najverjetneje marsikdaj, tudi čez kaki padec popeljati, včasih za svojim odnosom, drugi za svojim znanjem, tretjim za nekim upom. Kreirali so pravzaprav tudi podobo občine na vseh prireditvah v lokalnem skupnosti in če se reče, da jih je vredno čakati naslednja 4 ali 6 let, da pridejo nazaj v okolje, bomo pravzaprav vsi zelo ponosni, da pridete nazaj, tudi če boste imeli možnost iti v okolje naprej, pa da nesete to, kar so vam dale korenine tega območja, ne glede ali prihajate iz Reč, Konic, Vitanja, iz katerega območja, to niso samo koniški, so koniški gimnazijci, ampak niso samo iz lokacije Slovenskih Konic, da v bistvu, da je to dota, ki jo to lokalno skupnost ima, tudi če bodo aktivni kjerkoli drugod v svetu ali v Sloveniji. Mislim, da je kar prav, da če le imate čas, da jim mogoče prisluhnete, naj se vam vsak za sebe predstavi, če je le možno z vaše strani, bote pa tako sproščeni in taki kot ste, ker so tako najboljši. Torej, računamo na vas, zdaj pa izvolite se res predstaviti, da še vas bolj osebno spoznamo. Jaz sem Helena Cent, prihajam iz Loč. Na gimnaziji sem doživela res ena taka 4 posebna leta, ki bojo ostala v spominu. Gimnazija mi je dala veliko za življenje, dejansko kot tudi aktivna športnica se mi je program prilagajal, učitelji so me razumeli, profesorji so mi omogočili tudi kakšne individualne pristope, spraševanje, teste. Nadaljna pot moja v medicini, če bom Jaz sem Nika Ribernak, pa sem iz Slovenskih Konic. Meni je v bistvu gimnazija dala prijateljice in prijatelje, pač ki mi bo ostali, upam, da za večno. Pa mi je dala tudi veliko znanja. Najbolj mi je všeč v bistvu, ker je toliko majhna, da se vsi poznamo, da so pač odnosi res taki, da si vprašanje, če se kdo lahko pač predstavlja, ko ne hodi k nam. Drugače pa nadaljevala bom pa pot tudi na dentalni medicini, če bo vsa po sreči. Jaz sem Mija Hren, prihajam iz Reč. Kar se tiče gimnazije, so to bile res ena 4 leta, ko si jih zapomnila za celo življenje. Sploh so mi bil všeč ti sproščeni odnosi, pa da so nam tudi poleg vsega znanja, ko smo ga dobili, omogočili, da se lahko preizkusimo kot govorniki pred javnostjo, zaradi tega, ker pač mi nimamo prakse, tako te poklicne šole, pa smo pač v bistvu na tak način lahko prišli v stik z ljudmi. Drugače pa res pač bila je res lepa izkušnja. Pa prijatelji bomo tudi verjetno ostali še dolgo. Drugače pa nadaljevala na veterini, če bo tudi vse to sreče. Jaz sem Kaja Lamo, tudi iz Konic prihajam. Gimnazija je res bila tako nepozabna, pa to, da nisi tak številka, tako na drugih gimnazijah recimo. Res pa prijatelji, to bo ti ostali zavedno, drugače bo tudi na medicini nadaljevala.
Jaz sem pa Tjaša Skrlovnik, prihajam s Stranic, pa na gimnaziji v bistvu 4 leta so hitro minila, vsako leto je bilo hitrej, bolj smo se povezali, pa tudi, prijateljev je tudi veliko, pa bili so slabi tudi dnevi, ampak jih ni bilo toliko. Naprej bom pa nadaljevala na kemiji v Mariboru. Jaz sem pa Tomaž Jelenko, prihajam iz Reč. Kar se tiče gimnazije, najbolj sem vesel, da sem prišel sem, ker najprej sem mislil iti v Maribor, pa sem me pol neko prepričal, da pridem sem in je res tu, so res tisti pristni odnosi med profesorji pa dijaki. Malo nas je, razumemo se, da se vse dogovoriti. Dobili smo tisto znanje, ko ga rabimo za naprej. Pa kljub temu, da je zdaj gimnazijski program težek, se mi zdi, da so nam ga na tak način dali, da nismo bili tak pod stresom, tako bi mogoče bili na kakšni drugi gimnaziji, da bi skozi nas nekaj turirali naprej, še dela, ampak je bilo dosti, da si se sam lepo organiziral, če si bil pač pametni, si si lepo razporedil, si se opravil v pravem času, ni bilo nobenega problema z snovjo pa to. Drugače pa ja, mislim, da sem dosti dobil in upam, da idem zdaj na medicino v Maribor, pa da še naprej naredim to. No, jaz sem pa Andrej Žagar, sem splanil na Pohorju. Namreč se mi tudi zdi, da sem prav zbral to gimnazijo, da bo prava odločitev. 4 leta so zelo hit minila, spoznali smo veliko mojih prijateljev, smo se dobro povezali, dobili veliko znanja, pa tudi potnice za naprej je zelo dobra. Tudi smo imeli težke trenutke, sploh jaz v drugem letniku, pa sem več v bistvu vsi prijatelji, vsi profesorji pomagali, da smo tudi jaz prav letnik, da smo uspešno končali to gimnazijo. Drugače pa za naprej pa grem na medicino v Maribor. Jaz sem Andraž Koplek iz Stranic. Od gimnazije mi bo verjetno najbolj ostalo to prijateljstvo, ta povezanost, ne samo z dijaki, tudi mogoče s profesorjem, katerimi se mi zdi, da smo se kar nekot res povezali, razumeli. Pa naprej pa kemija in tam. No, jaz sem pa nekaj Ranka iz Loč, pa tudi pač v bistvu spolni pati, ampak na koncu pač neka čudovita izkušnja, grem pa tudi na medicino. Jaz sem Matevž Jelenko iz Konjiške vasi. Gimnazijo sem izbral pač zaradi bližine, pa tudi pač zaradi nasvetov brata pa tega, pa mi ni žal. Mislim, da na drugi šoli pač ne bi mogel dobiti več znanja, pač ker tek, koliko samo ložiš, koliko pač dobiš ven. Bilo je fajn, pa zdaj grem pa na elektro. Jaz sem pa Žan Malc iz Vitanja. Za gimnazijo bi se še enkrat enako odločil. Mislim, da je to res ena redkih v Sloveniji, da je res ima tako okolje, ko verjetno redko kera podružnica osnovne šole. Res vinograd je okol, tiste pišeš brez sirene, res sproščeno. Tudi kolektiv, super, če se karkoli si je rabo, vse se je dalo urediti. Tako da bi globoko priporočil tudi drugim, kjer se bojo pač odločili za izobraževanje na gimnaziji, pa jezik in pa medicina, Maribor. Če bo vse po sreči. Jaz mislim, da je zdaj čas, da vam tudi, bom rekla, še formalno izrečemo to priznanje. Še naprej tako. Iskreno čestitam, gospodin imena, pa se dobro. Hvala. Tebi iskrene čestitke, po imenah se nisem zapomnil, glavi pa imel tak zdravnica, kemijski doktor. Hvala. Čestitam pa, res vse dobro in uspešno še naprej. Čestitke, pa vse dobro.
Čestitke. Vse dobro. Čestitam, uspešno in pogumno. Čestitke. Čestitke, vse dobro. Uspešno še nekaj. Enako tebi. Čestitke. Čestitam, vse dobro. Čestitke. Čestitam, uspešno še nekaj. Čestitam, vse dobro in uspešno. Hvala. Hvala. Iskrene čestitke, uspešno še Sej tudi razredničarke so zaslužne za ta uspeh in zagotovo tudi občina računa na njih še naprej, ne? Zahvalil bi se vam, da ste pripeljali tako generacijo, pa najmanj čez 4 leta spet, ne? Ja, iskrene čestitke in vse dobro, no, res želimo, da bi še naprej tvorno sodelovali. Vse kontočno. Tudi vam čestitam pa zaveze za 4 leta, ne? Če prav matematika mi prav špila, ne? Čez 4 leta pa bojo vaši spet tu. Ja. Tudi vam hvala, ampak vi imate pa težjo nalogo, vi pa drugo leto. Najlepša hvala. Z veseljem. Ja, hvala.